da živeti v teh časih je za nič. Delam se, trudim, a vendar nimam nič. Odločil sem, da tokrat res ne trgam si od ust, da si privoščim dopust. Med griče, kjer si sotla, že stoletja riše pot. Žene srce me, da greva na sprehod. Ker vino je zdravilo, tudi voda čar ima. Zdravja v termah nam daj. V Podčetrtek grem k naravi in ljudem, na gradu vitez bom, kjer moj odslej bo dom. V Podčetrtek grem k naravi in ljudem, na luni se smejal, vam kartico poslal. Na polju, kamor sonce zjutraj hodi gret ljudi, prava je redkost, a topla še stoji. Telo mu veter boža je klesano prav skrbno, takšnega žal več ne bo. Da nisem tudi jaz mladenič več, to dobro vem. Patri me vabijo, naj v lekarno grem. Ne bodo mi verjeli, ko se vrnil bom domov, saj bom izgledal kot nov. V Podčetrtek grem k naravi in ljudem, na gradu vitez bom, kjer moj odslej bo dom. V Podčetrtek grem k naravi in ljudem, na luni se smejal, vam kartico poslal. V Podčetrtek grem k naravi in ljudem, na gradu vitez bom, kjer moj odslej bo dom. V Podčetrtek grem k naravi in ljudem, na luni se smejal, vam kartico poslal. Na luni se smejal, vam kartico poslal. Dober večer. Dober večer. Turizem so poti, ki vodijo na lepše. Širom Slovenije, od Panonskih ravnic pa do obale, od Bovških planin pa do najbolj odmaknjenih vasi ob reki Kolpi. Turizem so zgodbe našega življenja, ujete v podobe kulturne krajine in zavite v dediščino preteklosti. Zato je pomembno, kakšen vtis puščamo v očeh turistov, ki odkrivajo in okušajo Slovenijo. Pomembno je, kako pristno je naše gostoljubje, kako samozavestni smo v kulinariki, kako ponosni na izročilo prednikov in kako drzni v novostih sodobnega časa. Ja, turizem ni samo način življenja, je stanje našega duha, ki pa se kaže tudi v urejeni zunanjosti mestnih jeder in podeželskega okolja. Projekt Turistične zveze Slovenije, Moja dežela lepa in gostoljubna, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, že 22. leto zapored izbira urejeno in gostoljubno okolje. Urejenost in gostoljubnost sta namreč pogoj za uspešen razvoj turizma. V projekt so vključena turistična društva in zveze, občine, podjetja, organizacije in strokovne institucije. Akcija, ki je bila že davno nazaj naravnana k trajnostnemu razvoju in zelenemu turizmu, danes prerašča vse slovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. No, in ravno gostoljubnost na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje.
Sedaj pa na oder vabim župana občine Podčetrtek in predsednika Turistične zveze Slovenije, gospoda Petra Misjo. Gospod Misja, najprej iskrene čestitke. Podčetrtek si je namreč v okviru tekmovanja Entente Floral priboril naziv najlepšega manjšega mesta v Evropi. Podatek, ki si zagotovo zasluži en velik aplavz. Sicer pa je akcija Moja dežela lepa in gostoljubna zgodba malih ljudi, zgodba turističnih društev, ki so pravzaprav pričela pisati zgodovino slovenskega turizma. Kakšna je njihova vloga danes? Ja, spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani kolegi župani, turistične delavke in delavci, najprej en lep pozdrav v izrazito turistični občini Podčetrtek v imenu Turistične zveze Slovenije. Jaz sem vesel, da ste vas je danes zbralo tako veliko, da ste prišli tako velikem številu v naš, bi rekel, res zlati kraj. Namreč v Evropi mislim, da se še ni zgodilo, da bi kar 2 kraja v 4 letih na evropskem nivoju dobila zlate priznanje. Se pravi, Olimje je pri nas dobilo 2009, letos 2013, Podčetrtek, to se pravi, da ste prišli res v urejene kraje. Drugače pa, tako kot je povedala voditeljica, v Turistični zvezi Slovenije stavimo na male kraje, na male ljudi in tudi na male kraje, tam se vse začne. Veliko pa stavimo tudi na naša mesta in vse skupaj povezano je v zadnjem času, moramo povedati, vse bolj in vse boljše urejeno. Mi smo v letošnjem letu pregledali približno 150 krajev. Kot veste, začnemo v Turistični zvezi Slovenije že v spomladanskih mesecih, ko z našimi čistilnimi akcijami očistimo vse, kar je nastalo v jesenskih in zimskih mesecih, potem pa res moram reči, odlično vzdržujemo naše okolje. Po zaslugi evropskih sredstev smo uredili ceste, kolesarske steze, to moram reči občine, država še ni vse uredila, ampak uredili smo to, da je naše okolje vse bolj prijazno našim ljudem. Zato iskrene čestitke vsem prostovoljcem, županom, vsem tistim, ki pripomorete, da je naša dežela lepa in urejena. Hvala, gospod Misja. Hvala lepa. Sedaj pa na oder vabim generalnega direktorja Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, magistra Marjana Hribarja. Magister Marjan, izvolite. Spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Janko Veber, spoštovane županje, župani, cenjene turistične delavke, turistični delavci, v veliko veselje mi je vsako leto, ko se zberemo na tej slovesnosti, ko za trenutek pomislimo na vse vas, na vse tiste, ki vsak dan sooblikujete zgodbo o uspehu slovenskega turizma, zgodba, ki gre svojo pot kljub zaostrenim gospodarskim razmeram. Vsako leto Slovenijo obišče večje število turistov iz celega sveta, vsako leto lepote Slovenije, vsakega slehernega kotička odkrivajo prebivalci oziroma turisti iz vse večjega števila držav po svetu. Turizem spreminja podobo sveta, turizem prispeva k temu, da je danes svet boljši, da se ljudje med sabo razumemo bolje, kajti bolje se poznamo in to je tisto, kar dela v bistvu ta svet bistveno drugačen, ne glede na to, od kje kdo prihaja in še posebej za Slovenijo to velja, da smo izredno gostoljubni in to v bistvu ta obisk, ki je vsako leto večji, nedvomno potrjuje. Te zgodbe o uspehu ne bi bilo brez številnih prostovoljcev in če je slovenski turizem po čem tako zelo specifičen, je ravno po tem, da imamo zagotovo najbolj številčno organiziran civilni sektor v Evropi, namreč kar 200.000 Slovenk in Slovencev je vključenih v več kot 600 turističnih društev v Sloveniji, se pravi vsak 10. Slovenec je hkrati tudi turistični delavec.
In en velik aplavz seveda vsem vam, vsem njim, ki jih danes ni tukaj, in z enim zelo jasnim sporočilom, da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi v bodoče pokrovitelj oziroma spremljal in zagotavljal sredstva za izpeljavo te akcije. Želim tako vam kot vsem nam en vesel in lep večer v okviru tega našega največjega turističnega praznika, Dneva slovenskega turizma. Hvala lepa. Magister Hribar, najlepša hvala. Zdaj pa za besedo naprošam predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Janka Vebra. Spoštovane turistične delavke, spoštovani turistični delavci, veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim na današnji prireditvi in da sem danes lahko v vaši družbi ljudi, ki našo deželo delate še lepšo in privlačnejšo. Trdo delo, požrtvovalnost in kreativnost so odlike, ki označujejo najzaslužnejše za odlične rezultate na področju turizma in ki se vsak dan znova trudite, da se tako turisti kot tudi mi počutimo dobrodošle doma. Ob svetovnem dnevu turizma, ki smo ga konec septembra obeležili tudi v Državnem zboru, sem poudaril, da finančna in gospodarska kriza, ki nas spremlja zadnja leta, hkrati pomeni tudi nove priložnosti. Sili nas k razmisleku o novih pristopih, verjamem, tudi tem, da se uresničujejo nove ideje. Turistična panoga v Sloveniji sicer že zaseda pomembno mesto, a še vedno ne dosega svojega dometa, ki je nedvomno lahko veliko višji. V času, ko potrebujemo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je turizem zagotovo naša priložnost. Turizem smo ljudje, pravi znani slogan, in ljudje smo prihodnost. Če v to prihodnost vključimo še polja, spojena z gorami, vse potoke, ki se stekajo v reke, jezera in morje, in če se upremo na termalne vode iz globin, dobimo občutek spokoja in miru ali pa navdih za nabiranje novih moči, ki jih v teh hitrih časih seveda želimo nabirati in jih še kako seveda tudi potrebujemo. Slovenija je resnično izziv za obiskovalce in tudi za nas same. To dokazujejo tudi številni dosežki naših športnikov, ki so naša najboljša promocija. Torej, imamo izjemno vzdržljive, sposobne ljudi, tudi krasne naravne danosti in vse to zagotovo pripomore k temu, da dosegamo čudovite rezultate na področju športa in si seveda tudi s tem upiramo eno krasno promocijo širom po svetu. Žal presežniki premalokrat prihajajo iz naših ust, a na srečo za nas in o nas govorijo številni zadovoljni turisti, ki so pogosto tako navdušeni, da težko najdejo besede, s katerimi opišejo našo deželo. Morda prevečkrat podcenjujemo tudi vaše delo, zato me še posebej veselijo dogodki, kot je ta, da se lahko vsem vam vsaj enkrat na leto primerno zahvalimo. Verjamem, da imate še veliko idej in delovnega elana, predvsem pa, da tudi sami verjamete v prihodnost te panoge. Glede nadaljnjega razvoja turizma prav zato ostajam optimist, pri čemer pa si želim in prizadevam, da bi v ospredje stopilo večje zavedanje tudi o našem geostrateškem položaju in o legi naše države, prav tako pa bi bilo potrebno pozornost nameniti seveda želeni viziji turistične podobe Slovenije v prihodnjih desetletjih. Le odgovorno upravljanje in povezovanje vseh različnih deležnikov, te tudi za siceršnji družbeni in gospodarski položaj Slovenije izjemno pomembne panoge, turizem namreč pomeni kar 12% našega bruto domačega proizvoda in vse to seveda lahko povečamo in dosežemo predvsem z zavedanjem, da smo lahko še bolj odlični. Spoštovani
danes, ko nagrajujemo rezultate vašega dela. Še toliko bolj verjamem, da turizem v Sloveniji kljub dolgoletni tradiciji še vedno pomeni velik izziv za uveljavitev Slovenije, pa tudi možnost za vsestranski razvoj in blaginjo naše dežele. In to zagotovo s svojim delom ustvarjate, zato vam še enkrat čestitam in se veselim nagrad, ki jih boste danes tukaj podelili, kajti zagotovo bodo nov izziv za vaše delo v prihodnosti in seveda priznanje tudi za to, kar ste postorili že do sedaj. Hvala za vašo pozornost. Gospod Weber, najlepša hvala. Projekt Turistične zveze Slovenije, Moja dežela lepa in gostoljubna, spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturno-etnološke dediščine s turizmom. Vsebina tekmovanja je urejenost kraja kot celote, njegovih posameznih okolij in objektov. Ocenjuje se kakovost turistične ponudbe, skrb za varovanje naravne in kulturne dediščine, gostoljubnost domačinov in kvaliteta njihovega življenja. Pod drobnogledom komisije so bile ulice in trgi, različni objekti, komunalna in turistična infrastruktura. Zaradi uspešne organizacije akcije so bili na državni ravni posamezni kraji razdeljeni v več skupin. Večja in srednja manjša mesta, zdraviliški, turistični in izletniški kraji ter mestna, vaška in trška jedra. No, poleg krajev pa tekmujejo tudi kampi, mladinska prenočišča in pa bencinski servisi. Najbolje ocenjeni kraji dobijo pravico, da predstavljajo Slovenijo na mednarodnem tekmovanju Entente Floral. Sedaj pa mi dovolite, da pričnemo s podeljevanjem priznanj. Prvi sklop priznanj bomo podelili najlepše urejenim bencinskim servisom po Sloveniji. Naj ob tem omenim, da je Petrol tudi letošnji sponzor projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Na oder vabim Karmen Burger, glavno sekretarko Turistične zveze Slovenije, ki bo nagrajencem podelila priznanja. Torej, v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna so na regijskem nivoju v kategoriji najlepše urejenih bencinskih servisov Petrol zmagovalci naslednji. Bencinski servis Črnomelj 2. Na oder vabim poslovodjo Matjaža Peršiča, da prevzame priznanje. Črnomaljski servis že več let spada med najbolj urejene, kar se kaže tako pri notranjem kot tudi pri zunanjem izgledu. Izstopa po domiselno obrezanih drevesih, postavitvi okrasnega kozolca, lesenih klopeh in skrbi za domače živali. Naslednji zmagovalec na regijskem nivoju je bencinski servis Bovec. Na oder vabim poslovodjo Borisa Kravanjo, da prevzame priznanje. Bovški servis je pomembna informacijska točka za vse domače in tuje goste, ki obiščajo Bovec. Zaposleni so pogosto v vlogi turističnih delavcev, saj gostom razložijo, kam se je vredno odpraviti na lepše in kje je prostor za domačo kulinariko. Naslednji zmagovalec na regijskem nivoju je bencinski servis Dornovska. Na oder vabim poslovodjo Draga Ertla, da prevzame priznanje. Na njihovem servisu veliko pozornost posvečajo urejenosti okolice, kot tudi skrbi za ekipno delo, pozitivno delovno vzdušje in skupno druženje zaposlenih. Naslednji zmagovalec na regijskem nivoju je bencinski servis Kamnik 3. Na oder vabim poslovodjo Anjo Mandej, da prevzame priznanje. Bencinski servis, kamniški bencinski servis je znan po prijaznih prodajalcih in čistoči. Lani je bil skupaj z avtopralnico prenovljen v stilu še bolj okolju in potrošnikom prijaznega prodajnega mesta. Prvo mesto na državnem nivoju pa pripada bencinskemu servisu Podčetrtek. Na oder vabim poslovodjo Ružico Bratuša, da prevzame priznanje. Bencinski servis predstavlja del nagrade Entente Floral, ki jo je Podčetrtek letos prejel za najlepši manjši kraj v Evropi. Njegovi zaposleni se trudijo negovati tako prodajno kot tudi poslovno okolje. Iskrene čestitke vsem nagrajencem.
Smo pri kategoriji mladinskih prenočišč. Priznanja bo tudi v tej kategoriji podelila Karmen Burger. 3. mesto je zasedel Celje mladinski center. Na odru se nam bo, da prevzame priznanje, pridružil vodja hostla Klemen Sagadin. Celjski mladinski hotel ponuja nočitev v 11 tematsko urejenih sobah, ki vas popeljajo v sporedni svet celjskih mitov in legend. Komisija pa je med drugim izpostavila bogato ponudbo kavarne, ponudbo koles, oder za zunanje nastope in sanitarije posebej prilagojene invalidom. 2. mesto v kategoriji mladinskih prenočišč je zasedel mladinski center Hostel Brežice. Na oder po priznanje vabim koordinatorico mladinskih programov Aljo Kovačič. V mladinskem centru Hostel Brežice je komisija izpostavila njegovo dobro označenost, urejen parkirni prostor in veliko telovadnico. Hostel je del mladinskega centra Brežice in tako v sklopu tega ponuja bogat kulturno-prireditveni in izobraževalni spremljevalni program. 1. mesto v kategoriji mladinskih prenočišč pa je zasedel mladinski center Hostel Punkelj. In na oder vabim direktorja Miljana Mlakarja, da prevzame priznanje. Hostel Punkelj je novejša pridobitev v turistični ponudbi Koroške in velja za prvi slovenski mladinski hotel, ki je zasnovan kot arhitekturno samosvoja nizkoenergijska lesena gradnja. Namenjen je bivanju največ 48 gostov in skupnimi prostori omogoča organizacijo aktivnosti tako za goste, kot tudi za zunanje obiskovalce. Hvala in vsem prejemnikom iskrene čestitke. Mi pa smo pri kategoriji kampov. Tu je 3. mesto zasedel kamp Šobec. Direktor Sašo Gašperin se je sicer opravičil, kljub temu pa mu izrekamo čestitke za priznanje. 2. mesto v kategoriji kampov pa je pripadlo kampu Kamne. Na oder vabim vodjo kampa gospo Ano Voga, da prevzame priznanje. Kamp Kamne leži v neposredni bližini vasi Dovje in Mojstrana. Komisija je pohvalila njegovo odsvetličenost, gostoljubno osebje in pa slovenske večere, na katerih se Slovenija predstavlja z narodnimi nošami in tradicionalnimi jedmi. 1. mesto in zmagovalna lovorika v kategoriji kampov pa pripada kampu Bled. Na oder vabim vodjo kampa Nejca Kelbla. Kamp Bled je komisijo tudi letos presenetil z ohranjanjem visoke kakovosti ponudbe in urejenosti. Odlikuje se po svoji ekološki usmerjenosti, odličnimi nastanitvenimi pogoji ter možnostjo zimskega kampiranja. Izpostavljena je bila ponudba za družine in otroke ter za ljubitelje narave in rekreacije. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Hvala tudi Karmen Burger. Sedaj pa je čas za glasbo. Na nastop čaka Tanja Žagar s pesmijo Zame zakantaj. Najlepša hvala in lep dober večer želim vsem skupaj. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame, z njo srce začaral. Lep je Istrijan, z njo srce začaral, lep je Istrijan. Zame zakantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je. Zame zakantaj, na kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. Pa čez 8 let sama šla sem spet drito na obalo.
Kar naenkrat pa sem zaslišala tisto kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame. Skrila se romanca, v najin je Piran. Skrila se romanca, v najin je Piran. Zame zakantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je. Zame zakantaj, na kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. Zdaj pa se lahko malo še naše roke zazibajo, če ste za manj. Kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. La 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 la, la 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 la, che bella, bella notte z nama je. La 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 la, la 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 la, naj tvoja barka ziba, ziba se. Naj tvoja barka ziba, ziba se. Najlepša hvala. Spoštovano občinstvo, smo pri drugem sklopu priznanj. Na oder vabim Vlada Kostevca, podpredsednika Turistične zveze Slovenije, ki bo nagrajencem podelil priznanja. V kategoriji turističnih krajev je 3. mesto zasedel Bled. Na oder vabim župana Janeza Fajfarja, da prevzame priznanje. Bled je komisijo prepričal živahnim družbenim življenjem, ki zaobjema tudi različne turistične prireditve, kot so Blejski dnevi. Opažena je bila urejenost prehajalnih poti, predvsem tiste okoli jezera, ter 60. obletnica znamenite blejske kremne rezine. Mimogrede, do letos so jih prodali kar 12 milijonov. Drugo mesto v kategoriji turističnih krajev je zasedel Portorož. Na oder vabim predsednika krajevne skupnosti gospoda Slavka Ivančiča. Medtem prišlo je do spremembe pri prevzemu priznanja Bleda. Sicer pa mesto Rož je komisijo prepričalo z obnovljenimi hoteli in parki ter odsvetličenimi površinami. Izstopa dobra označenost, moderno obnovljene plaže z raznoliko ponudbo, številni športni in rekreacijski objekti, lepo urejeni gostinski lokali, sodelovanje z okoliškimi občinami in novejša ponudba kolesarskih in pohodnih poti. Zmagovalec v kategoriji turističnih krajev pa je Bohinj. Na oder vabim podžupana občine Bohinj, gospoda Jožeta Sodjo. Prenočitvene kapacitete, dogodki, športne in kulturne aktivnosti ter številne atrakcije v Bohinju in okolici omogočajo pestro izbiro tudi za najbolj izbirčne popotnike. V Bohinju imate možnost jahanja, potapljanja, alpinizma, raftinga, športnega ribolova in še marsičesa. Za obiskovalce so na voljo tradicionalne aktivnosti, pa tudi bogata ponudba novih, ki pokrivajo vse sezone. V kraju so zelo lepo ohranjene in urejene tudi kulturne naravne znamenitosti. Z vsem omenjenim je Bohinj v letu 2013 dokazal, da si zasluži naziv avanturističnega raja. Vzporedno s strokovnim ocenjevanjem, ki je potekalo od julija do septembra, pa je bilo tudi spletno glasovanje. Tu si je prvo mesto za najlepši in najbolj gostoljuben turistični kraj izborilo Cerkno. Na oder vabim direktorja LTO v Cerknom, gospoda Boruta Piriha.
Čestitke vsem nagrajencem. Bled ima sicer novega županjo. Smo pri kategoriji izletniških krajev. Tretje mesto je tu pripadlo Ribnici na Pohorju. Na oder vabim župana občine Ribnica na Pohorju, gospoda Srečka Geča. Ribnica na Pohorju se v zadnjih letih z izgradnjo smučišč in apartmajskih naselij vse bolj krepi na področju zimskega turizma. Komisija je izpostavila tudi razvejeno kolesarsko mrežo gorskih cest in poti, urejenost spominskih obeležij in pa odsvetličenost kraja. Drugo mesto v kategoriji izletniških krajev pa je zasedla Kostanjevica na Krki kot najstarejše dolenjsko mesto. Na oder vabim župana Mojmirja Pustoslemška. Kostanjevica na Krki je po poplavah vidno obnovljena in odsvetličena. V očeh komisije izstopajo urejena nabrežja reke Krke, okolica gradu, ponudba turizma v okoliških zidanicah ter tradicionalna prireditev Kostanjeviška noč. Zmagovalec v kategoriji izletniških krajev pa ostaja doma, mesto Olimje. Na oder vabim predsednika krajevne skupnosti Olimje, gospoda Andreja Gobca. Olimje predstavljajo biser občine Podčetrtek. Komisija je izpostavila urejenost in gostoljubje minoritskega samostana, v katerem se nahaja ena najstarejših ohranjenih meniških lekarn v Evropi. Pohvaljena je bila hortikulturna zasaditev, vinsko-turistična pot, doma varjeno pivo, igrišče za golf in pa seveda odlična kulinarična ponudba. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Naslednja kategorija so zdraviliški kraji. Tretje mesto je pripadlo Zrečam. Na oder vabim direktorja hotelirstva in gostinstva Term Zreče, gospoda Vojka Korošca. Komisija je v Zrečah pohvalila dobro urejeno turistično signalizacijo, ograjene eko otoke, nov hotelski kompleks z urejeno okolico, odlična izhodišča za športne aktivnosti in urejene spomenike ter vse večjo ponudbo muzejskih zbirk in kulturne dediščine. Drugo mesto v kategoriji zdraviliških krajev so zasedle Šmarješke Toplice. Tako na oder vabim podžupana Šmarjeških Toplic, gospoda Aleksandra Duriča. Ob ocenjevanju so v Šmarjeških Toplicah med drugim izpostavili urejene pešpoti in mostove, urejene javne površine, dobro označene sprehajalne poti, urejanje novih kulturnih znamenitosti z zgodbami, 4 tematske poti, turistični vlakec, srednjeveški tabor pod ruševinami gradu Štrlek in medeni butik Vogler. Zmagovalec v kategoriji zdraviliških krajev pa je Rogaška Slatina. Na oder vabim župana Branka Kidriča. Spoznavanje Rogaške Slatine ustvarja vtis urejenosti in velikega poudarka na razvoju nove turistične ponudbe. V osrčju tega zdraviliškega kraja je veličasten park obdan stavbami, ki predstavljajo primere brezčasne arhitekture. Bogata športna infrastruktura zagotavlja raznoliko športno udejstvovanje, poleg tega pa kraj ponuja tudi pestro izbiro dogodkov. Imamo pa še enega zmagovalca. Po rezultatih spletnega glasovanja so namreč prvo mesto zasedle Moravske Toplice. Na oder po priznanje vabim župana Alojza Glavača. Čestitke vsem nagrajencem. No, sedaj pa za prijeten melodični predah glasbena skupina Donald Trumpet.
kaj ne rečem, še en aplavz za skupino Donald Trumpet. S podelitvami nagrad smo pri tretjem sklopu, smo pri kategoriji mestnih jeder. Na oder vabim magistra Jožeta Protnerja, podpredsednika Turistične zveze Slovenija, da nagrajencem podeli priznanja. V kategoriji mestnih jeder je tretje mesto zasedel Titov trg v Kopru. Na oder vabim svetovalka župana na mestni občini Koper, gospo Jano Tolja. Komisija je na osrednjem koprskem trgu izpostavila skrb za ohranjanje tega pomembnega zgodovinskega ambienta v izvirni obliki in novo turistično-informativno opremo. Titov trg namreč spada med enega najlepše urejenih mestnih trgov na tem nekdanjem beneškem ozemlju. Drugo mesto v kategoriji mestnih jeder so zasedle Slovenske Konjice. Na oder vabim župana, gospoda Mirana Gorinška. Slovenske Konjice so si drugo mesto prislužile na račun celovite prenove in ureditve starega trga. Z ohranjanjem stavbne dediščine so korak bližje sodobnemu urbanemu središču, mestno jedro pa postaja stičišče prebivalcev generacij in privlačna turistična destinacija. Izmed vseh v letu 2013 prijavljenih mestnih jeder pa je strokovna komisija v močni konkurenci za najbolj urejeno mestno jedro izbrala mestno jedro Sežane. Na oder vabim župana občine Sežana, gospoda Davorina Trčona. Pečat sežanskemu mestnemu jedru daje kvaliteten urbanistični in arhitekturni razvoj, ki je nadgradil krajevne značilnosti. Mestno jedro je urejeno, vzdrževano in čisto. Ohranjeno je tradicionalno stavbno tkivo, v katerega se dobro vključuje sodobna arhitektura. Komisija je izpostavila številne pojasnjevalne table, vodnjake s pitno vodo in botanični vrt kot kulturni spomenik odprt za javnost. Mestno jedro si vsekakor zasluži več obiskovalcev, temu pa bi pripomogel tudi bolj ambiciozen tic, kot ga Sežana trenutno ima. Pa iskrene čestitke vsem nagrajencem. Nadaljujemo s kategorijo trških jeder. Tu je tretje mesto zasedla Oplotnica. Na oder vabim župana Matjaža Ortarja, da prevzame priznanje. Pri trškem jedru Oplotnice, ki leži pod jugovzhodnimi obronki Pohorja, je komisija izpostavila obnovo zahtevnega graščinskega kompleksa, v katerega se nameščajo centralne funkcije in ga odpirajo obiskovalcem. Drugo mesto v kategoriji trških jeder je zasedla nova cerkev pri Vojniku. Na oder vabim župana gospoda Benedikta Podergajsa. Trško jedro nove cerkve v bližini Vojnika je komisija ocenila kot kraj, ki naredi na obiskovalca globok vtis svojo krajinsko podobo, urejenostjo, čistočo in prav posebnim odnosom, ki ga domačini nove cerkve gojijo do svojega kulturno-etnološkega izročila. Zmagovalka v kategoriji trških jeder pa je Velika Polana. Na odru se nam bo pridružil podžupan Alojz Jerebic. Velika Polana si je prvo mesto prislužila zaradi inovativnega pristopa pri urejanju jedra naselja. V ohranjanju naravne in kulturne dediščine in z njim povezanem turizmu je namreč občina, ki v celoti pokriva območje Nature 2000, prepoznala veliko razvojno priložnost. Nova vizija se odraža tudi v urejanju občinskega središča, kjer je osrednji prostor postal Štrkov tematski park z vso potrebno infrastrukturno opremo. Čestitke vsem nagrajencem. Z našim podeljevanjem nagrad pa smo pri kategoriji vaških jeder. Tu je tretje mesto zasedel Ambrus. Na oder vabim predsednika krajevne skupnosti Ambrus, gospoda Cirila Šinkovca.
Suhokranska vas Ambrus se z urejenim vaškim jedrom počasi razvija v krajevno središče, kljub temu pa ohranja podobo idilične podeželske vasi. Naj bo priznanje zagon za delo novo ustanovljenega turističnega društva Ambrus. Drugo mesto v kategoriji vaških jeder pa je zasedla Voličina. Na oder vabim župana občine Lenart, gospoda Janeza Krambergerja. Voličina v Slovenskih Goricah je ena od centralnih vasi, ki ohranja svoje zgodovinsko središče. Komisija je opazila dobro turistično označenost in lepo urejene osrednje vaške prostore. Zmagovalka v kategoriji vaških jeder pa je Ponikva. Na oder vabim župana občine Šentjur, Marka Diacija. Ponikva je turistični pomen pridobila s proglasitvijo rojaka škofa Slomška za blaženega. Vzorno ohranja z njim povezano dediščino, kot tudi spomin na druge pomembne rojake in naravne ter kulturne značilnosti. Nov pomen kraja se kaže z ambiciozno urejeno arhitekturo vaškega jedra, kot tudi z razglediščem. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Strokovna komisija pa je v kategoriji vaških jeder podelila tudi posebno priznanje občini Koper za urejenost vaškega jedra v istrski vasici Topolovec. Lani odprt in v značilnem istrskem slogu urejen vaški trg tako odpira priložnosti, da bo ta na videz zapuščena vas v prihodnosti dobila nov zagon tudi na področju turizma. Naj bo prenovljen trg spodbuda za revitalizacijo vasi in obnovo zapuščenih hiš. Upamo, da v izvirni arhitekturni obliki. Sledi glasbena točka Osti Jarej s pesmijo Zemlja pleše. Pom pa 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 pom pom pa 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 pom pom pa 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 pom pa 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 pom du 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 sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše tja med zvezde. In z njo v zraku vsak oblak, in se ceste, in celo dana, in mali dom. Zemlja pleše tja med zvezde. Tisoč let že zemlja pleše. Zemlja pleše tja med zvezde. In z njo v zraku vsak oblak, in se ceste, in celo dana, in mali dom. In celo dana, in mali dom. S podelitvijo priznanj pa smo že pri zadnjem, četrtem sklopu. Nagrajencem bo priznanja podelil predsednik Turistične zveze Slovenije, gospod Peter Misja. V kategoriji manjših mest je tretje mesto zasedel Ormož. Na oder po priznanje vabim župana občine Ormož, gospoda Alojza Soka. Ormož je tipično panonsko mesto z gnezdi štorkelj, urejeno, vabljivo in raznoliko. Komisija je pohvalila številne vinoteke z degustacijskim programom, zelo lepe bencinske črpalke, pokrajinski muzej, grad, klopotec, privlačno urejeno župnišče in kapelico v centru mesta. Drugo mesto v kategoriji manjših mest so zasedle Cerklje na Gorenjskem. Na oder vabim direktorico Zavoda za turizem Cerklje, doktorico Andrejo Eržen.
Cerkljam na Gorenjskem daje poseben značaj lega pod Kamniškimi Alpami. Turistično je zanimiv zaradi številnih znamenitih osebnosti, splošne urejenosti okolja, komisija pa je kraj izpostavila kot urbanistično urejen, ki ga, kar je redkost v Sloveniji, ne kazijo reklamni panoji, prav tako tudi ni izstopajočih trgovskih centrov. Zmagovalka v kategoriji manjših mest, ja, to si zaslužim aplavz. Zmagovalka v kategoriji manjših mest pa je Črna na Koroškem. Na oder vabim županjo občine Romano Lesjak. Črna na Koroškem ni poznana samo zaradi Tine Maze. Tu so še številne naravne posebnosti in bogata ohranjena kulturno-zgodovinska dediščina. V kraju sta zanimiva rudarski muzej in etnološka zbirka. Črna ima razvito infrastrukturo za šport in rekreacijo, ki omogoča dobre pogoje za priprave športnikov, vse pomembnejša pa postajata tudi alpinizem in športno plezanje v urejenih okoliških plezališčih. Najlepša hvala vsem nagrajencem in iskrene čestitke. Mi pa smo pri kategoriji srednjih mest. V kategoriji srednjih mest je 3. mesto zasedel Slovenj Gradec. Na oder vabim direktorja občinske uprave, gospoda Darka Zakmajstra. Mesto ob Mislinji je strokovno komisijo prepričalo z urejenim mestnim jedrom. Obnovljene stare hiše in številne galerije dajejo mestu izrazit pridih kulture. Komisija je poudarila dobro založen tic, pregledne turistične table in ekološko tržnico na glavnem trgu. 2. mesto v kategoriji srednjih mest pa je zasedel Kamnik. Na oder vabim župana občine Kamnik, gospoda Marjana Šarca. Strokovno komisijo so v Kamniku navdušile turistično-kulturne prireditve z bogato kulinarično ponudbo. Pohvale si je zaslužila sprehajalna os ob Kamniški Bistrici, urejeno mestno jedro in tržnica z bogato ponudbo. Zmagovalka v kategoriji mestnih jeder pa je Nova Gorica. Na oder vabim župana občine Nova Gorica, gospoda Mateja Arčona. Mesto znano po igralnicah in vrtnicah velja za privlačen prostor zabave, saj v vseh letnih časih na različnih prizoriščih ponuja koncerte, festivale, gledališke predstave in sejme. Komisija je pohvalila urejene zelene površine in športno-rekreacijske objekte. Novi Gorici se je tako v 65 letih njene mlade zgodovine uspelo razviti v sodobno, gospodarsko, kulturno in izobraževalno središče Goriške pokrajine. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. In prišli smo do zadnje kategorije, večja mesta. 3. mesto je zasedel Maribor. Na oder vabim Diano Madžarac, svetovalko za medmestno svetovanje. Če je bil Maribor lani Evropska prestolnica kulture, pa je letos razglašen za Evropsko prestolnico mladih. Člani komisije so bili navdušeni nad Lentom, s svojimi zgodbami je izjemno zanimiv tudi Dravski most, piko na i pa daje urejeno nabrežje reke Drave, trg Leona Štuklja in pa univerzitetna četrt. 2. mesto v kategoriji večjih mest je zasedlo mesto Velenje. Na oder vabim podžupana dr. Franca Žerdina. Naj pa ob tem povem še, da je Velenje osvojilo tudi 1. mesto po rezultatih spletnega glasovanja, za kar bo gospod župan prejel priznanje. Strokovna komisija je bila v Velenju pozitivno presenečena nad brezplačnim javnim prevozom, krožišči, ki dajo poudarek hortikulturi in nad avtomatiziranim sistemom za izposojo koles. Presenetili so urejeni parki in igrišča za predšolske in šolske otroke, raznolike turistične, kulturne in športne prireditve čez celo leto. Zmagovalka v kategoriji večjih mest pa je Ljubljana. Na oder vabim direktorico Turizma Ljubljana, gospo Barbaro Vajda. Ljubljana je bila ena izmed uspešnih gostiteljic letošnjega, tudi za turizem izjemno odmevnega dogodka Eurobasket 2013.
Ob obisku komisije je mesto pokazalo popolno pripravljenost na dogodek, kjer se srečuje vsa Evropa. Poleg že obstoječe mestne ponudbe je poudarek na glasbenih in plesnih nastopih, na predstavah uličnega gledališča, na sobotnih umetniških tržnicah in nedeljskih sejmih starin. Med pridobitvami v letu 2013 se lahko Ljubljana pohvali z novimi nastanitvenimi kapacitetami in novo kulinarično ponudbo. Govorimo o kulinarični poti in prvi kulinarični tržnici v Sloveniji. Čestitke vsem nagrajencem. Najlepša hvala tudi podeljevalcu priznanj. Tako, s prvim delom večernega programa na dnevih slovenskega turizma smo pri koncu. V nadaljevanju nas čakajo najvišja priznanja, ki jih izjemnim posameznikom podeljujejo partnerske institucije dnevov slovenskega turizma. No, še prej pa glasbeni premor Sounds of Slovenija. Boštjan Gombač, Janez Dovč, Goran Krmac in pa izjemni vokal sicer Vesne Zornik, ki je zdaj ne bo na odru, jo boste pa slišali kasneje. Venci veli samo moj zeleni. A ga je zalevljen. Bi se razklal na dvoje na troj.
Zvenijo dobro. Fantje iz skupine Sounds of Slovenija. Še jih bomo slišali v nadaljevanju. Spoštovano občinstvo, nocoj smo tu, da partnerske institucije Dnevov slovenskega turizma najvišja priznanja podelijo izjemnim posameznikom, ki so svoje delo, predvsem pa velik del svojega življenja posvetili turizmu in tako posledično obogatili ne samo svojo okolico in širšo regijo, ampak tudi mednarodni ugled in prepoznavnost Slovenije na turističnih zemljevidih Evrope in sveta. Na oder vabim prvega podeljevalca priznanj, predsednika Turistično-gostinske zbornice Slovenije, gospoda Zdravka Počivavška. Gospod Počivavšek bo podelil priznanje za življenjsko delo v gostinstvu in razvoju stroke gospodu Alfredu Polaku. Gospod Alfred, izvolite na oder. Alfred Polak je profesionalno pot začel kot plačilni natakar v ljubljanskem hotelu Bellevue. Kasneje je postal strokovni učitelj na srednji gostinski šoli v Ljubljani, pa direktor hotela Kompas in direktor gostinstva v Slovenija Turistu. Upokojil se je leta 1998, vendar je že leto kasneje izstopil iz upokojenskega staža in se ponovno zaposlil v hotelu Union za mandat direktorja gostinstva. 50 let je bil med glavnimi organizatorji gostinsko-turističnega zbora. Njegova ljubezen še danes ostaja barmanstvo. Skupaj z Janezom Frelihom je soavtor enega najboljših učbenikov strežbe za srednjo šolo, nepogrešljiva pa je tudi njegova strokovno-poljudna knjiga Mešanje pijač. Prisrčen aplavz za gospoda Alfreda Polaka. Gospod Polak, dovolite čestitke k priznanju. Povejte mi, izvolite k mikrofonu. Hvala, gospod Počivavšek. Povejte mi, je bilo potrebno dosti poguma, da ste rekli ne maršalu Titu, ki si vas je zaželel v Beogradu kot del svojega osebja? Najprej hvala lepa za to nagrado. Res je, takrat je, v tistem času je bil to velik pogum. Da sem rekel ne in sem ostal zvest, takrat delo in gostinstvo v Sloveniji. Nisem šel v Beograd, ampak sem ostal v Sloveniji in to je bilo nekoliko, takrat težko v tistem času reči ne. Ampak moram reči, rekel sem ne, ampak nisem imel pa nobenih posledic. Gospod Polak, še pogrešate sodelovanje med stroko, turizmom in gostinstvom? Ja, v zadnjem času to močno pogrešam. Saj veste, penzionisti bi radi še delali, pa nam včasih ne pustijo. Ampak tako je v življenju. Pa če še dovolite samo en stavek. Ta nagrada ni samo nagrada moja, ampak tudi nagrada moje žene, ki me je dopuščala v teh 50 letih, da sem se lahko vse posod udejstvoval na raznih področjih. Ali je to bilo gostinsko-turistični zbor, ali so bili to barmani, ali so to bili someljeji. Z drugo besedo, na vseh področjih sem skušal biti, da sem nekaj doprinesel tudi temu slovenskemu turizmu. Hvala lepa. Iskrene čestitke za gospoda Alfreda Polaka in njegovo ženo. Sedaj pa prosim, če se mi na odru pridruži predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, gospod Matjaž Mate. Gospod Mate bo podelil priznanje za dosežke na področju razpoznavnosti slovenske kulinarike in Slovenije v Evropi in svetu. V čast mi je, da lahko na oder povabim kuharskega mojstra svetovnega kova, gospoda Janeza Bratovža. Šef Janez Bratovž je steber kulinaričnega užitka v JB restauraciji na Miklošičevi ulici v Ljubljani. Prisega na lokalnost in vsako jutro ga lahko srečate med branjevkami na ljubljanski tržnici.
Čif Janez Bratovž je doslej edini, ki se mu je uspelo uvrstiti na San Pellegrinovo lestvico najboljših restauracij sveta. Daily Mill je njegovo restauracijo letos postavil na izjemno 10. mesto na seznamu najboljših restauracij v Evropi. Kar nekaj priznanj in nagrad pa je požela tudi njegova knjiga receptov z naslovom Zemlja, morje, okusi iz Slovenije. Prisrčen aplavz za gospoda Bratovža. Hvala, gospod Mate. Gospod Bratovž, povejte mi, bo Slovenija v prihodnosti tudi na račun kuharjev in kuhinje vašega kova postala kulinarična destinacija po vzoru Skandinavije? Jaz sem prepričan, v Sloveniji čezdalje več dobrih, mladih, dobrih kuharjev. Zadnje leta se sploh dvigujemo. Jaz sem že pred 3-4 leti rekel, najprej je bila Francija, potem se je selil v Italijo, pol je Španija bila, Anglija, zdaj je Skandinavija, zdaj pa jaz mislim, da počasi prihaja tudi naš čas. Ves čas se trudite, da vaša hrana v ljudeh vzbuja prvinska občutja, ki nas spominjajo na čase babic, ki nas vračajo nazaj v otroštvo. Se vam je že zgodilo, tako kot znanemu gostincu Jožku Sirku, da so gostje ob okušanju vaše kulinarike tudi jokali? Najtežje je skuhati enostavno jed. Najlažje je pa zakomplicirano. Ker bolj kompliciraš, pol ne vejo, za kaj se gre. Gospod Bratovž, v mislih imam bolj japonske goste. Ja, meni je narodno pokazati, ampak zadnjič je bil en Japonec pri meni in pridem do njega, sem rekel, a je v redu? Pa naredi pa še 1 minuto naprej. Iskrene čestitke, gospod Bratovž. Sedaj pa je čas za glasbo. Na oder ponovno vabim fante skupine Sounds of Slovenija. Razveselili nas bodo s pesmijo Šetala se. Šetala sem gori doli kraj Dunaja, gori doli kraj Dunaja, gdje mi teče bistra voda. Gori doli kraj Dunaja, gdje mi teče bistra voda, ki so čista širka pola, ki mi ljubi splugonorje, ona orje, ona pluži samo name, ljubo misli. Ona orje, ona pluži samo name, ljubo misli.
ljubi dragi, kad te dugo k meni nega kralja, ne cesara, da bi k nemi To so bili Sounds of Slovenija skupaj z Vesno Zornik. Sedaj pa na oder vabim predsednika Turistične zveze Slovenija, gospoda Petra Misjo. Gospod Misja bo podelil priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistično-društvene organizacije. Prosim, če se mi na odru pridruži gospod Dominik S. Černjak. Dominik S. Černjak je bil eden od začetnikov razvoja mladinskega turizma v Sloveniji. Začel je kot prostovoljec v popotniškem društvu Erasm in Slovenskem akademskem popotniškem združenju. Bil je direktor Urada Republike Slovenije za mladino in med glavnimi podporniki razvoja projektov mladih pri Turistični zvezi Slovenije. Opravljal je funkcijo predsednika nacionalne koordinacije, ki je sprejela prvi razvojni dokument za mlade in turizem. Prenova je prinesla pravni temelj za strokovno in organizirano delo s turističnim podmladkom. Iskrene čestitke. Hvala, gospod Misja. Gospod Černjak. Kakšno prihodnost piše mladim slovenski turizem? Najprej najlepša hvala in sem počaščen, da so lahko nocoj mladi popotniki in pa mladinski turizem del tako eminentne družbe. Prihodnost jaz upam, da bo svetla. Je pa ravno letos 20 let, ko sem prvič argumentirano zagovarjal, zakaj mladinski turizem je pomemben, in pri prvem dokumentu, in to je bila preambula študentske organiziranosti v Sloveniji, 20 let, kar sem se srečal z turistično društveno organiziranostjo, in pa 20 let, ko sem se odločil in začel pripravljati na moje eno izmed najlepših življenjskih doživetij, to je skoraj enoletno potovanje okoli sveta. No, v pripravah na to doživetje sem dobil marsikateri koristen življenjski nasvet. Kot naprimer, pa kaj boš trošil denar za potovanja? Raje si kup kaj uporabnega, naprimer avto. No in že takrat smo Slovenci imeli jasno postavljene definicije in prioritete v življenju. Na srečo sem na potovanje okoli sveta šel. Avto tudi imam, sem pa na potovanju dobil in se zaljubil v potovanja in pa v turizem. Predvsem mladinski turizem, ki sem posvetil svojo vso profesionalno kariero, s kolegom Mondialom uspešno osvajam Evropo, svoj prostovoljni del sem posmeril predvsem v razvoj pogojev za mladinski turizem. Namreč mladinski turizem je bil včasih tisti pastorek, češ kaj boš delal z mladimi, mladi niso perspektiva. No, številke danes dokazujejo, da je vsak četrti potnik na svetu je mlajši od 25 let. Dokazujejo, da dejansko so mladi popotniki najbolj učinkoviti tudi finančno za vse tiste butične, nišne destinacije, kot je naša prelepa Slovenija. No in uspeli smo v tem času ne samo zgraditi temelje, ampak tudi zelo veliko delati v okviru Turistične zveze na razvoju produktov in pa vsebin in projektov za mlade. Namreč zastavili smo se en zelo dober cilj. Rekli smo, če hočemo, da bo turizem živel, moramo vzgojiti mlade živeti z turizmom in za turizem. No in ker so turizem smo ljudje, tudi ta nagrada ne gre samo k meni,
Hvala lepa vsem tistim, ki ste v teh 20 letih bili zraven, pa to veste, kateri ste, Jernej, pa Tomaž, pa Igor, pa Karmen, pa Petra, pa Hugo, pa Sandi, Andrej, Andreja, Marjan. Skratka, vsem vam hvala. Hvala tudi, da smo dobili nagrado že zdaj. Ne šele potem, ko postanemo sivi, ali pa ko zgubimo lase, ali pa ko nas prisilno upokojijo. A ne? Veva. Namreč dela je še veliko na tem področju in če bomo kadarkoli ostali brez energije, da bi delali ali v turizmu, ali z mladinskim turizmom, ali pa v turistični društveni organiziranosti, bo tale nagrada izjemna spodbuda. Hvala. Iskrene čestitke, gospod Černjak. Držimo pesti za prihodnost slovenskega turizma. Sedaj pa na oder vabim predsednika Društva turističnih novinarjev Fidžet Slovenija, gospoda Draga Bulca. Gospod Bulc bo podelil težko nagrado, najtežjo nagrado, Kristalni Triglav 2013, priznanje za vrhunske dosežke v slovenskem turizmu. Na oder vabim direktorja Sečoveljskih solin Klavdija Godniča. Klavdij Godnič bo prejel nagrado za projekt Talaso spa Lepa vida v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Težak je. Lepa vida je drzen primer postavitve butičnega termalnega kompleksa v zaščitenem krajinskem parku, ki nas vrača v zgodovino portoroškega turizma. Vrača nas k popularizaciji dediščine solinarstva, k več kot 700-letni tradiciji pridelave in predelave soli, kar je posebnost v svetovnem merilu. Sočasno pa gre tudi za zanimiv preplet naravnih vrednot z materialno in nesnovno kulturno dediščino. Lepa vida je eden redkih presežkov na področju kreativnega razumevanja trajnega turizma na Slovenskem. Iskrene čestitke, gospod. Hvala, gospod Bulc. Dovolite mi. Torej, najlepša hvala res dejansko za ta težek in lep kristalni pokal. Lepa vida je odprla vrata letos, maja, torej za nami je prva sezona, tako da še posebej sem vesel, da je ta projekt Lepe vide že v prvem letu prejel to priznanje, čeprav ima sam projekt kar dolgo brato. 10 let smo se trudili, da ta projekt, ta kompleks danes tam stoji in sprejema naše goste. Solinsko blato torej deluje? Solinsko blato in slonica je, to morate pa probati. Jasno, da deluje. Iskrene čestitke, gospod Godnič. Smo pri zadnjem priznanju. Na oder vabim generalnega direktorja Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, magistra Marjana Hribarja. Gospod Hribar bo podelil priznanje ambasador slovenskega turizma 2013, gospodu Johnu Weissu, podpredsedniku operativnega oddelka za globalno organizacijo potovanj pri ladijski družbi za križarjenja Royal Caribbean Cruise Line. Ker je gospod Weiss službeno odsoten in je ostal preko Atlantika, bo priznanje v njegovem imenu prevzel predsednik uprave Luke Koper, Gašpar Mišič. John Weiss ima pomembno vlogo pri promociji in pozicioniranju Slovenije kot turistične destinacije na globalnem zemljevidu, še posebej v hitro razvijajočem se segmentu potniških oziroma turističnih ladij. Pomemben je njegov prispevek pri podpori in razvoju raznolikih izletniških programov, ki omogočajo številnim potnikom, ki plujejo v Koper z Royal Caribbean Cruise Line, da med postankom obiščajo ne samo slovensko obalo, ampak tudi Ljubljano, Bled, Lipico, Postojnsko jamo in dolino Soče. Pester nabor izletniškega programa namreč omogoča, da se generira povpraševanje po turističnih storitvah tudi znotraj Slovenije. Hvala lepa, magister Hribar. Gospod Mišič, dovolite mi še vprašanje. Kot novopečeni v Luki Koper. Povejte mi, kako se bo Luka Koper v prihodnje odpirala slovenskemu turizmu? Hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim. Tukaj v prvi vrsti seveda mojemu nekdanjemu sotrpinu, predsedniku Državnega zbora, gospodu Janku Webru in vsem ostalim, ki ste se danes zbrali, da označite en pomemben dan, ko enkrat obeležimo, kaj turizem dejansko za nas pomeni.
deželo pod Alpami, deželo, ki je dejansko v osrčju Evrope povezana z globalnim svetom preko širnih morja in ki dejansko skrbi tudi za dnevne prekomorske oskrbe številnih gospodarstev srednje in vzhodne Evrope. Kot novi predsednik uprave Luke Koper si bom zagotovo prizadeval, da se stanje v Sloveniji in prepoznavnost Slovenije v mednarodnem prostoru bistveno poveča. Predvsem pa tukaj to priznanje, ki je prevzel gospod John Weiss, je treba dejansko razumeti kot priznanje vsem tistim, ki so se v mestni občini Koper leta 2005 in še prej potrudili, da so v Koper pripeljali velike potniške ladje, da so v Koper pripeljale in pritegnile številne mednarodno znane in priznane prevoznike potnikov po širnih morjih in da so letos zabeležili samo 87 nacionalnosti, ki so v letu 2013 obiskali Slovenijo. Vsak turist, ki se pripelje z ladjo, potniško ladjo, si bo zapomnil, tako Koper, pa ne samo Koper, temveč celotno regijo. Turisti prihajajo iz vseh koncev in krajev širom po svetu in Slovenijo odnesejo v dobrem spominu. Številni se vračajo tudi tako ali drugače. Obiščejo od Portoroža pa tja preko Krasa in Posočja, skratka, nekateri se odpravijo še dlje kot od Ljubljane in jaz si upam trditi, da bomo lahko z boljšimi povezavami tudi omogočili in če bomo dosegli, da bomo v Kopru zgradili potniško pristanišče, da bo to postalo matično pristanišče za ukrcaj potnikov v mestni občini Koper, v pristanišču Koper, da bomo dejansko tudi povečali prihodke, da bo turizem še bolj zacvetel, da boste vsi vi, ki delate v turizmu in za katere dejansko turizem pomeni kruh in preživetje, da boste živeli še bolje, da bomo v Koper in Slovenijo pripeljali še bistveno več potnikov in turistov, ki bodo dejansko ponesli ime Slovenije daleč po svetu. Tisti, ki dejansko delate v turizmu, ste velikokrat premalo nagrajeni. Jaz vam iskreno čestitam in vam želim, da se turizem in turistična Slovenija razvija naprej, kajti vi dejansko, ki se trudite z vašimi storitvami, z vašimi uslugami, ki jih nudite, skratka, z to identiteto, ki jo preko vaših dejanj prepoznajo kot slovensko vsi tisti, ki obiščejo Slovenijo. Iz srca hvala vsem, ki ste danes tukaj in vse tistim, ki niso tukaj, pa delajo za Slovenijo, za prepoznavnost Slovenije in skupaj se bomo potrudili, da bo Slovenija še bolj prepoznavna in da bo se v Slovenijo radi vsi vračali in da bomo zagotovili boljšo prihodnost za vse, ki prihajajo za nami. Hvala lepa. Hvala, gospod Mišič. Držimo pesti za čim več potniških ladij in čim več turistov. Tako, turizem smo ljudje. To dokazujejo tudi vsa priznanja, ki smo jih ta večer podelili vsem, ki pomembno sooblikujejo podobo slovenskega turizma. Sedaj pa je zares čas za glasbeni predah, Sounds of Slovenija in pesem Rad imel bi jabuko. Imel bi jabuko rodeče, rad imel bi jabuko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabuko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado. Jabuko rodeče, pride k tebi
kaj in kdo je mrtva senca mladih dni, leto dela svoje, oj beli kruh imam dovolj, stran od tuje sreče, pleše, pleše črni voz, samo k meni neče. Rad imel bi jabolko rodeče, pride k tebi jabolko ali k meni neče. Zavrkljaj se jabolko, kamo tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado. Rad imel bi jabolko rodeče, pride k tebi jabolko ali k meni neče. Zavrkljaj se jabolkom, kamor tebi drago. Hvala za vašo potrpežljivost in pozornost. Vsi skupaj smo si prislužili en velik aplavz.